zamude nimam, sem prišel točno. Mi smo imeli danes sejo izvršnega odbora stranke Desus. Glavne teme so bile priprave na volitve, aktualni politični dogodki in pa seveda tudi smo govorili o nedeljskem referendumu glede pokrajine. Glede priprav na volitve lahko rečem, da imamo v vseh volilnih okrajih že določene kandidate, da jih nameravamo konec meseca julija predstaviti, ko jih bo potrdil svet stranke. Med kandidate imamo zelo ugledne osebe. Ne bom izdal imen, zato ker pač še niso šli skozi strankarsko proceduro. Moram pa reči, da boste prijetno presenečeni, kakšne dobre kandidate smo uspeli pridobiti tako iz javnega, političnega, družbenega življenja, tudi nekatere župane, ki so dosegli izjemno dobre rezultate na zadnjih lokalnih volitvah. Tako da moram reči, da se veselim teh jesenskih volitev in da se bo uresničilo to, kar sem rekel, da Desus ne bo več najmanjša parlamentarna stranka, čeprav že danes ni več najmanjša, saj veste, da so se nekatere stranke že delile v parlamentu, tako da lahko rečem, da že v tem trenutku nismo več najmanjši. Moram pa reči, da je danes bil sprejet sklep na stranki, da ne bomo sodelovali z nobeno stranko, to se pravi, ne bomo sklenili nobene predvolilne koalicije in tudi ne, da bi skupaj s kakšno drugo stranko šli na volitve. Moram reči, da je bilo nekaj zanimanja strani zunaj parlamentarnih strank, vendar ocenujemo, da lahko sami nastopamo kot stranka, ker imamo dober program, ki je zelo jasno, na kratko zavzemali se bomo še naprej za izboljšanje položaja upokojencev, za ohranitev socialne države, bomo še naprej proti prodaji državnega premoženja, zavzemali se bomo za to, da se KAD vrne nazaj na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavzemali se bomo še naprej, da bodo pokojnine se usklajevale z rastjo plač, vendar naš cilj je doseči usklajevanje z neto plačami.